Spoštovani državni svetniki, spoštovane državne svetnice, mislim, da sem videl tudi našo tretjo damo tukaj, tako da lep pozdrav. Predlagam, da začnemo, evo, tudi državna svetnica tretja se nam je priključila, lep pozdrav. Predlagam, da začnemo z 12. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Zaradi tega, ker imate nekateri državni svetniki seveda tudi določene obveznosti, bi prosil, da je današnja seja pač ekspeditivna, konstruktivna, profesionalna in dobra in da lahko to sejo speljamo dobro do konca, tako kot v bistvu se trudimo pri vsaki seji. Danes smo tukaj tudi gostje, tako da prosim za vašo, predvsem pa prosim za vaš mir in pa, gospod Slivšek, če ugasnete še mikrofon, potem bomo pa začeli. Takole, super, hvala lepa. Torej, spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, lep pozdrav medijem. Pričenjamo 12. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Opravičili so se državni svetnik dr. Stane Pejovnik, Dušan Strnad, Matjaž Vagan in pa Borut Popovič. Na sejo je bil vabljen dr. Dušan Mramor, minister za finance z ekipo, ter doktorica Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z ekipo. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 19. in 12. 2014 ste prejeli naslednji dnevni red. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014-2015. Druga točka. Predlog odložilnega veta na zakon o organu in v skladu za reševanje bank. Ter tretja točka. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red takšen, kakršnega sem v bistvu tudi prebral. Torej, k prvi točki dnevnega reda. Prehajamo na prvo točko. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014-2015. Najprej seveda lep pozdrav vsem vabljenim k prvi in drugi točki dnevnega reda. To se pravi, najprej lep pozdrav dr. Dušanu Mramorju, ministru za finance, lep pozdrav, potem Metodi Dragoni, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance, sekretarki Mariji Arnuš na Ministrstvu za finance in pa sekretarki Iris Jelanič-Knaus. Lep pozdrav. Sedaj, Državni zbor je zakon sprejel na tretji redni seji 16.12.2014 in ste ga prejeli naslednji dan po elektronski pošti. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Rudijem Matjažičem, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti oziroma na klop. Prav tako ste po elektronski pošti oziroma na klop prejeli predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati obrazložitev? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Rudi Matjašič. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, hvala za dano besedo. Pred nami je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Sprašujem se,
zakaj je bilo treba že drugič v roku enega meseca ponovno predlagati spremembe v tem zakonu. To je nekaj hudo narobe. Namen tega zakona je uveljavitev rešitev, ki so potrebne za tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov. Vendar pa vlada zakon o izvrševanju proračunov uporablja za predlaganje rešitev in določb, ki vsebinsko ne sodijo v ta zakon in bi se morale urejati v drugih področnih zakonih. Kot je videti, vlada žal nima nekega enotnega programa na področju ekonomije, financ, na področju črpanja evropskih sredstev, na področju odhodkov in še bi lahko našteval. In zaradi tega prihaja s takšnimi predlogi in ukrepi. Ta dosedanja praksa je slaba in Slovenija bo kot država še v slabšem stanju. Spoštovane svetnice in svetniki, zavedati se moramo, da za tem stoji naš kapital oziroma denar davkoplačevalcev. Apeliram na vas, da podprete predlog odložilnega veta. Tudi Zakonodajno-pravna služba je izrecno opozorila, da gre za posege, ki znatno zmanjšujejo preglednost veljavne pravne ureditve ter v pravni red vnašajo nejasnost in nedoločnost. Zakonodajno-pravna služba je dala vsebinske pripombe na vsak člen zakona, ki je bil predlagan. Rad bi opozoril na dejstvo, da je namen zakona, ki ureja izvrševanje proračunov, uveljavitev tistih rešitev, ki so nujno potrebne za tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov. Te določbe bi naj bile glede na pooblastilo proračunskih porabnikov, ki določa finančni okvir njihovega delovanja, nujen in neposreden pogoj za uveljavitev proračuna. Poglejte, ne bodo me prepričali, da so vsi ti navedeni ukrepi nujno potrebni za leto 2015. Skratka, moje mnenje je, da je ta zakon spisan hitro in mogoče površno. Iz mnenja Zakonodajno-pravne službe lahko med drugim razberemo resen dvom oziroma kritiko nad načinom sprejemanja hitrih odločitev, da izjeme od sistemske ureditve ogrožajo pravno varnost in s tem načelo pravne države. Kaj me v samem predlogu najbolj moti? Moteče je, da se predvideva odprodaja terjatev države. Spoštovani, zavedati se moramo, da so terjatve premoženja države, naše premoženje oziroma premoženje davkoplačevalcev. To je ravno zaskrbljujoče. Ne smemo dovoliti, da se na takšen način upravlja z državnim premoženjem. Posebej je sporen oziroma problematičen 5. člen zakona v delu, ki določa, da lahko vlada odproda posamezno terjatev Republike Slovenije do višine 7 milijonov evrov oziroma do višine 30 milijonov evrov vseh terjatev, brez da bi bile te terjatve vsebovane v letnem programu prodaje finančnega premoženja, ki ga potrdi Državni zbor. Dejansko ne nasprotujem temu, da država s soglasjem lahko odproda neko terjatev, vendar do določene višine. Dejstvo pa je, da lahko nakup terjatve pomeni tudi nakup gospodarske družbe oziroma vsaj pridobitev pomembnega vpliva v njej, da z nakupom terjatev lahko postaneš tudi lastnik podjetja. In tu gre za tiho privatizacijo. Tega se je potrebno zavedati. V Sloveniji že imamo nekaj podobnih primerov, zaradi tega moramo biti pozorni na nevarnosti, ki obstajajo in na katere bi bilo potrebno izpostaviti. Privatizacija se naj naredi tako, da bomo enostavno v Sloveniji vsi vedeli, pod kakšnimi pogoji in kdo bo kupil posamezno podjetje. S tem bi bili določeni javni in drugi interesi nekako zaščiteni, kar pa je ključnega pomena. Pogovarjamo se o visokih zneskih, pogovarjamo se o premoženju države in vsezadnje se pogovarjamo o premoženju davkoplačevalcev. Vprašamo se lahko, kaj zaprav kažejo ti zneski? Ali ima vlada sploh dodelano strategijo in program privatizacije? Ali sploh ima klasifikacije naložb? Te vprašanj in nejasnosti še veliko. Ne razumite me napačno, sem proti divji privatizaciji oziroma zmanjšanju tveganja pred nekim sovražnim prevzemom te družbe. Nisem pa proti privatizaciji, le na pravi, premišljen način, ki bo vsem v interesu in z dobro zastavljeno strategijo. Na eni strani se borimo za to, da bo stekla privatizacija na nek transparenten način in na ta način seveda pomagali tudi državi.
Določba tega člena torej omogoča vladi privatizacijo državnega premoženja na tih in netransparenten način, mimo veljavne zakonodaje, ki ureja to področje in brez programa privatizacije. Spoštovane svetnice in svetniki, spomnimo se, da so nas volivke in volivci izvolili zato, da smo nekakšen most med civilno družbo in politiko, ter da smo soskrbniki zakonitega izvajanja politike Vlade Republike Slovenije. Ne sme nam biti vseeno, na kakšen način, po kakšni diskontni stopni vlada prodaja oziroma naše terjatve. Takšen nesprejemljiv odnos in takšen način dela zagotovo ne kaže na tisto, kar smo obljubljali državljankam in državljanom. Takšnega početja, pristopa in odločitve ne sprejemam in ne podpiram. Ocenjujem, da v predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 2014 in 2015 imel lahko širše negativne posledice tako za proračun Republike Slovenije kot konkurenčen položaj Republike Slovenije. Na takšen način vsekakor v Sloveniji ne bomo uredili javnih financ, ne bomo zmanjšali primanjkljaja oziroma zadolženosti in zagotovo ne bomo dosegli nobenega napredka pri samem proračunu. Dejstvo je, da se še proračun vedno meri na podlagi denarnih tokov, ne pa na podlagi nastanka dogodkov. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Rudiju Matjašiču. Sedaj pa, ali želi predstavnik predlagatelja zakona besedo? Izvolite. Besedo ima državni sekretar Metod Dragonja. Izvolite tu. Ja. Spoštovani gospod predsednik, spoštovano predsedstvo, spoštovane svetnice in svetniki. Hvala za možnost, da lahko podamo pojasnila, ki bodo pokazala, kakšni cilji so vodili vlado, da je predlagala takšne rešitve v zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2014 in 2015, predvsem povezano na 5. člen, o katerem je največ dvomov. Želim poudariti, da so te rešitve bile predlagane po zelo skrbnem premisleku, ne na nek hiter in na nepremišljen način, ampak na podlagi obsežnega študija vseh možnih rešitev, ki jih ima vlada, da lahko v določenih situacijah prestrukturiranja gospodarskih družb, ko gospodarske družbe iščejo izhod iz svoje prezadolženosti, iščejo poslovno, finančno in drugo prestrukturiranje, da te družbe lahko to prestrukturiranje uspešno zaključijo. Res gre za nesistemsko rešitev, ki je vnešena v ZIPRS in z tega vidika so te pomisleki, ki jih je zakonodajno-pravna služba parlamenta izrekla, sicer sedijo, vendar je običajno, da v tovrstni zakon o izvrševanju proračuna uvrstimo tematiko, ki jo v sistemske zakone ne moramo še uvrstiti, okoliščine pa zahtevajo, da se ta problematika na hiter in učinkovit način razreši. V tem primeru gre za postopke finančnega prestrukturiranja gospodarskih družb, v katerih je Republika Slovenija kot upnik omejena, ker nima zakonskih možnosti, da te postopke podpre in da se te postopki s tem uspešno zaključijo. Republika Slovenija velikokrat sodeluje v postopkih finančnih reorganizacij v okviru zakona o prisilni poravnavi oziroma o insolventnosti, in v teh primerih sam zakon daje zakonske možnosti, da lahko podpre program finančne reorganizacije, prisilne poravnave, da lahko te terjatve aktivno restrukturira po zapadlosti, lahko jih tudi delno konvertira v kapital ali na drug način, kot predvidevajo plani finančnega restrukturiranja. In teh primerov imamo kar veliko in jih Ministrstvo za finance v skladu z možnosti, ki jih daje zakon o insolventnosti, tudi rešuje. V primeru pa, kadar se
izvajajo te postopki v izvensodnih postopkih, to se pravi, ko ne potekajo pod nadzorom sodišč, ki temeljito proučijo vse terjatve, ki terjatve preizkusijo in skrbijo za enakopravno obravnavo vseh upnikov, pa prihaja v praksi do situacije, da Republika Slovenija v takih finančnih restrukturiranjih ne more sodelovati, ker za to ni zakonske možnosti. Zakonska možnost je sicer postavljena v Zakonu o javnih financah, vendar samo v okviru letnega programa prodaje finančnega premoženja družb, ki se pripravi enkrat na leto in ki ga vlada predloži v potrditev Državnemu zboru. No, ta program se pripravlja nekaj časa, treba je upoštevati vse različne situacije, ki jih v danem momentu vidimo. V primeru, ki pa bi ga rešil, ki bi ga pokrile predlagane rešitve iz 5. člena, pa predvidevamo prodajo teh terjatev izven programa razpolaganja s finančnim premoženjem. To se pravi za posamične primere na način, ki je predviden z določbami 5. člena, to se pravi na pregleden, tržen način, zatem, da se ta terjatev, da se objavi razpis za zbiranje ponudb za te terjatve, da o tem odloča vlada in ta vlada potem tudi poroča Državnemu zboru enkrat letno o tem, katere terjatve so bile na ta način urejene. Želim posebej poudariti, da ne gre za odpis terjatev, gre za to, da se terjatve, ki so bile pridobljene bodisi iz regresnih pravic za unovčena državna poroštva ali iz neplačanih davčnih obveznosti, da se te terjatve ne odpisujejo, te terjatve se ne konvertirajo v kapital, ampak se te terjatve prodajo. To se pravi, da državni proračun pridobi likvidna sredstva in da gre za preoblikovanje teh terjatev v denar, praviloma oziroma pod enakimi pogoji, kot to storijo ostali upniki, praviloma banke, ki vodijo proces finančne reorganizacije oziroma finančnega prestrukturiranja teh družb. V praksi smo se znašli v situaciji, da ni možno strani države podpreti takih programov in zato ti programi obtičijo. V tem primeru se finančne reorganizacije ne zaključijo uspešno. To se odrazi v tem, da družbe ne morejo pridobivati novih poslov, banke jih ne kvalificirajo za pridobivanje garancij, za pridobivanje za resnost ponudb, za avanse in tako naprej, in s tem praktično podjetja životarijo. Če pa bi država aktivno lahko podprla takšno prestrukturiranje na način, kot je predlagan v 5. členu, pa te omejitve odpravimo. To se pravi, predlaga se, da država lahko te terjatve proda. Praviloma bo kupec teh terjatev slaba banka, družba za upravljanje terjatev bank ali kdorkoli drug, ki je za to zainteresiran in ki nudi pogoje, ki so za Republiko Slovenijo sprejemljivi. Pogoji pa so pari pasu pogoji, to se pravi pogoji, ki so enaki pogojem, s katerimi vstopajo v te programe finančnega restrukturiranja poslovne banke. Možno je vsekakor, da so pri tem tudi določeni diskonti, ki so odvisni od tega, kako so terjatve zavarovane, ampak spet pogoji so enaki, kot jih dosegajo v teh procesih ostali upniki, predvsem ključni upniki, ki vodijo ta postopek. V teh procesih Republika Slovenija ni vodilni upnik, ne postavlja pogojev, tudi se praviloma ne pogaja. Glede načina finančnega prestrukturiranja s predlaganimi rešitvami pa se daje možnost, da se Republika Slovenija tudi vključi v program restrukturiranja, da ga podpre in da se na ta način ti programi uspešno zaključijo, da se družbe finančno, poslovno, lahko tudi lastniško prestrukturirajo. Glede pogojev smo izvedli posvetovanje tudi z Računskim sodiščem Republike Slovenije, predvsem kar se tiče potencialnih diskontov in
vzpostavili tudi določeno popolno usklajenost, kar se tiče tudi metodologije, kako lahko eventualne diskonte dokumentiramo in kako jih lahko tudi opravičujemo. Praviloma pa v teh slučajih ne gre za neke velike diskonte, ampak gre, kot sem prej povedal, za enake pogoje, kot to izvedejo poslovne banke. Na osnovi vsega navedenega bi še enkrat poudaril, da gre za izjemne situacije, ki jih je časovno treba speljati v relativno kratkih rokih. Sistemsko možnost za te rešitve pa bomo vzpostavili z novim zakonom o javnih financah, ki ga bo Vlada Republike Slovenije vložila v zakonodajni postopek v koncu prvega kvartala ali začetku drugega kvartala leta 2015. Ne gre za prikrito privatizacijo, gre za to, da vsak, ki ima interes, lahko ta sredstva kupi, lahko jih sicer tudi preoblikuje potem v lastniške deleže v naslednjih etapah, vendar so koristi, ki jih v teh primerih so deležna tako podjetja kot tudi Republika Slovenija, sorazmerna z eventualnimi negativnimi elementi, ki bi bili s tem povezani, zato ker velikokrat je to v situacijah, ko lahko neuspešno zaključeni procesi finančnega prestrukturiranja pripeljejo tudi do stečajev družb, v teh primerih pa, če te terjatve niso posebej zavarovane, pride potem tudi do praktično celotnega odpisa tega finančnega premoženja. Velja tudi poudariti to, da ta materija ni pokrita z zakonom o Slovenskem državnem holdingu, ker ne gre za kapitalske deleže. Ta zakon pokriva lastništvo države v gospodarskih družbah, ampak gre za finančno premoženje v obliki terjatev, kar urejuje zakon o javnih financah, ki pa, kot sem rekel, ne pokrije situacij izvensodnih finančnih restrukturiranj. Zato smatramo, da vzpostavitev zakonske možnosti, da se lahko uspešno zaključijo tovrstna restrukturiranja, je upravičeno in sledi širšemu interesu gospodarstva in tudi ni neugodno za proračun Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu sekretarju Metodi Dragoni. Sedaj pa, ali želi besedo podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance? Gospod Kovšca. Ja, če želite, potem izvolite. Izvolite, besedo ima državni svetnik oziroma podpredsednik komisije Alojz Kovšca, izvolite. Hvala lepa. Komisija na današnji izredni seji predloga veta ni podprla. Hvala. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Miloš Pohole. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Kot je bilo pravkar omenjeno, terjatev, ki je prodana strani države, potem lahko postane delež v tem podjetju, torej gre za privatizacijo posledično. Lahko. Torej je to ena vrsta prikrita odprodaja brez strategije. Moje mnenje je, da kot je zapisano v predlogu, da je potem, se pravi, poročanje v, mislim, da maju naslednje leto, če bo že prišlo do odprodaj teh terjatev, bi bilo potrebno oziroma dobro, da bi se to poročalo pogosteje. Vprašanje se mi pa predvsem zastavlja, ker je bilo iz prvotnega predloga 70 milijonov skupnega zneska odprodaje terjatev spremenjeno na 30, kaj v primeru, da pride pač do nujno potrebne odprodaje terjatev v višini 50 milijonov ali pa 100 milijonov. Kaj potem? Tukaj odgovora nimamo, jaz sem to vprašanje že zastavljal. In zakaj znesek do 7 milijonov terjatve? Ker vsi ti podatki jasno, vsaj meni, nakazujejo na to, da je to
naprej določena situacija oziroma že določena situacija določenega primera in mi to potem tudi nakazuje naprej situacijo, da bi ta terjatev lahko bila zapisana v strategiji odprodaje državnega premoženja. Ker so ti zneski zapisani, ne vem, na podlagi česa. Naslednja stvar pa je, se pravi, to je finančna terjatev države. Kaj delajo državne inštitucije, ki jih imamo, zato da skrbijo, da do tolikšnih terjatev ne prihaja. Imamo finančno upravo, zakaj mora zdaj vlada odločati o tem, zakaj o tem ne odloča finančna uprava, kaj dela davkarija, da do takih zneskov prihaja. Tako da nevpletanje države v gospodarstvo, ta predlog je vpletanje države v gospodarstvo in to pomoč umirajočim, ki je sicer humana, vendar v tem primeru na škodo davkoplačevalcev, ker kot je bilo rečeno, so to instrumenti, kjer se da pomagati podjetjem v težavah. Moje mnenje je, da bi bilo potrebno čim prej ta podjetja prepustiti trgu in trg bo naredil najboljše, ne pa na račun davkoplačevalcev zopet reševati nekoga, ki ga bomo reševali ponovno. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Milošu Poholetu. Želi še kdo razpravljati? Izvolite. Besedo ima državni svetnik, dr. Jan Vidgolob. Spoštovani svetniki in svetnice, spoštovani gostje. 5 dni nazaj je bila na tem mestu ena pomembna okrogla miza s 5 profesorji ustavnega prava, kjer je tekla razprava tudi o vetu, kot tistem blažilnem inštrumentu, ki omogoča, da bi državni zbor dobil v obravnavo res kvaliteten zakon in državni svet lahko pri taki potezi seveda pomaga z razpravo, ki je pač izzvana z predlogom državnih svetnikov. Izkazalo se je, da je kategorija državnega uradnika, ki sodi za nastop na državnem svetu, vsaj državni sekretar. Gospod Pramor se lahko ob takšnem kvalitetnem sekretarju, kot je gospod Dragonja, lahko mirneje živi. Ne bom govoril o spanju, ampak mirneje živi. Namreč z njegovo prisotnostjo smo na komisiji dobili veliko bolj jasno sliko kot o prejšnjih predstavah, ko so prišli na državni svet morda manj kompetentni strokovnjaki. Na komisiji državnega sveta je prišlo prvič do izraza, da država ne prodaja le stvarnega in finančnega premoženja, ampak tudi terjatve. Lepo in prav, ne? In podrobna vprašanja, ki so nastopila tam ob prisotnosti gospoda Dragonje, da je bilo odgovorjeno, da gre za nekako 3 firme s 3000 zaposlenimi v okviru tega paketa 30 milijonov. Tukaj priporočamo skrajno previdnost pri finančnem prestrukturiranju, hkrati bi pa postavil vprašanje, da nam poveste, za katere 3 firme gre, da bomo pravzaprav vedeli, o čem v tej prvi fazi odločamo. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Janvitu Golobu. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo. Ali želi predstavnik Ministrstva za finance podati dodatno obrazložitev? Izvolite, prosim. Besedo ima državni sekretar, gospod Metod Dragonja. Hvala lepa. Glede konkretnih podjetij bi bilo neodgovorno, da razkrivamo konkretne podatke, zato ker bi to lahko negativno vplivalo na procese njihovega restrukturiranja. Gre pa za podjetja, ki so bile v prisilni poravnavi, nekatera od njih celo drugič in jo zaključujejo, ki so izvozniki, ki so bile renomirane firme, pa so iz različnih razlogov zašle v težave. In dejansko določbe 5. člena, predvsem kar se tiče okvirov, so nastavljene tako, da bi mi lahko v obdobju prvega kvartala
rešili ne samo ta 3 podjetja, ampak še kakšno podjetje, vmes pa je potem vzpostavili sistemsko rešitev v zakonu, ki sem ga omenil. Rad bi dodal še to, da v ta sklop ne zapadejo terjatve iz naslova neplačanih prispevkov, ker so ti posebej varovani z odločbo Ustavnega sodišča, ampak da zapadejo samo terjatve, ki imajo davčni izvor, ali pa terjatve, ki imajo druge izvore, največ iz naslova unovčenih državnih poroštev po različnih zakonih, ki opredeljujejo državna poroštva. Tako da s tem okvirom bodi si posamezne terjatve ali skupnega zneska 30 milijonov bomo, računam, do vzpostavitve sistemske možnosti na odgovoren način zagotovili, da bodo ti predlogi predloženi vladi in da bo vlada za vsak posamezen primer individualno odločala, Državni zbor oziroma parlament pa bo o tem obveščen v letnem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Metodi Dragonji, državnemu sekretarju. Sedaj pa, ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ne. V redu. Hvala lepa. Torej, prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, kot ste ga prejeli po elektronski pošti oziroma na klop. Najprej seveda prisotnost. Ugotavljam prisotnost 34 državnih svetnikov, za je glasovalo 12, proti 19. Ugotavljam, da predlagano zahtevo Državni svet ni sprejel z 19 glasovi. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o organu in skladu za reševanje bank. Državni zbor je zakon sprejel na 3. redni seji 17.12.2014 in ste ga prejeli naslednji dan po elektronski pošti. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Šumenjakom, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti in na klop. Prav tako ste po elektronski pošti in na klop sprejeli predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Prosim, da morebitne amandmaje predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati obrazložitev? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Branko Šumenjak. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister z ekipo. Zdaj, jaz bom najprej povedal, zakaj je sploh prišlo do tega veta, kakšna svetla točka na koncu tunela pri možnosti, da ta veto uspe, se je nekako pokazala skozi celoten proces, ki je bil speljan okrog tega zakona. Najprej moram povedati, da je ta zakon bil v parlamentu sprejet z 53 glasovi za in glede na razpravo, ki je bila tam, jaz sem to razpravo pozorno spremljal in sem si prebral tudi neke magnetograme, sem pričakoval, da bo del opozicije glasoval, tisti, ki je bil zelo glasen in je zelo nasprotoval temu zakonu, tudi glasoval tako, kot je razpravljal. Namreč bivša predsednica vlade je bila zelo kritična do tega zakona in je na koncu vidim, da so vsi ti njeni poslanci glasovali za ta zakon in imam občutek, da so se zmotili. In mislim, da bojo, če bo ta veto izglasovan, seveda pa to popravili, to svojo zmoto, ker če so skozi razpravo zakon kritizirali, mi ni jasno, da so ga potem na koncu podprli. Drugi ta svetla točka, ki smo jo videli nekako, da bi ta veto lahko uspel,
je bila pa razprava in pa obravnava in pa tudi potem mnenje na komisiji naši tu v Državnem svetu, ki je prvič soglasno sprejela mnenje, da ne podpira tega zakona. To je bila ta nekako druga točka, o kateri sem sicer vidim, da je danes komisija mnenje spremenila, ampak kljub temu to je bil povod za to, da se je ta veto sploh začel. No, potem je pa bilo še nekaj nevsebinskih razlogov, zakaj smo se za to odločili. Namreč, k pripravi tega zakona ni bilo povabljeno Združenje bank. To je praktično nekako isto, kot so bila pogajanja z sindikati najprej, potem pa, ko so se sindikati pogodili, koliko bo recimo javna uprava in pa negospodarstvo porabilo sredstev, so pa potem rekli, ja, zdaj pa mora še gospodarstvo dati svoj del. To je nekaj podobnega. Ne? Najprej je pač treba vedno najti, koliko je tega za v skledu in potem se iz sklede lahko toliko poje, koliko v skledi obstaja. To je tisti drugi razlog, in banke bojo tiste, ki bojo vplačevale in z njimi bi se bilo treba najprej pogovoriti in pomeniti, oziroma jih sploh povabiti k temu, da se na kak način se bo to izpeljalo. Potem zakon se sprejema po nujnem postopku. Zakaj se tako mudi, ne? To ni bilo odgovorjeno tudi v razpravi v Državnem zboru. Namreč Evropska direktiva govori, da je treba to sprejeti do konca leta 2016. Mi smo v tem zakonu to opredelili v 3 mesecih. Ne? Recimo, zakaj se tako mudi? Ne vem, to bo treba povedati. In pa še ena stvar je, ne? Državni svet se z nujnim postopkom, ne? Ali pa z skrajšanim postopkom, kakršenkoli že je, nekako izključuje iz te razprave. Mi smo, če dan bi danes vložili tega veta, na plenarni seji zasedanja tega zakona sploh ne bi obravnavali. Obravnavala ga je komisija, nič kaj dosti se ni spremenil ta zakon od tistega predloga, ki je bil do zdaj, ampak enkrat se je odločila tak, drugič tak. In Državni svet o tem ne bi vodil nobene razprave v taki sestavi, kot smo danes tu. Tisto bi s komisijo šlo skozi in bi bila stvar rešena. In s temi nujnimi postopki, ki so praksa v zadnjem času, jaz mislim, da v zadnjem času niste sprejeli nobenega zakona po rednem postopku, vse se to nekako po skrajšanih in pa po nekih čudnih postopkih sprejema, je pač, imamo občutek, da se določene inštitucije iz te razprave in pa iz tega odločanja izključuje. Zato je vsak tak primer, ko se nekaj sprejema po nujnem postopku, signal Državnemu svetu, da sproži veto, da potem lahko sploh razpravlja o tem. No, tisto, kar pa je še ena taka nevsebinska zadeva iz tega zakona, pa je to, da temu zakonu ni bilo priloženo mnenje Evropske centralne banke, kar bi po vseh predpisih moralo biti. Ne. Tam je celo bilo govora, da je neko ustno pač mnenje bilo, ampak potem se je izkazalo, da tudi to ni res, da je to bilo mnenje na neki drugi zakon. Ne. Tako da tudi to v razpravi smo slišali, da ni bilo pravega odgovora. Zdaj, kar se pa vsebinskih, jaz bom zelo kratek pri vsebini, ker je tako že bilo vse povedano, pa tudi z tem je napisano. Ne. Zdaj, sklad se polni na tak način, predvideno je polnjenje sklada na tak način, da se od vseh zajamčenih vlog tistih bank, ki bojo tu sodelovali, ker ne bojo vse sodelovali, ne, da se 2,3% vseh zajamčenih vlog pač napolni v sklad. Zdaj, Nemci imajo neko drugo zadevo, ne, oni bojo to polnili v 8 letih, mi v 3 mesecih. Zakaj to, na kak način, in pa polnili bojo to ne iz zajamčenih vlog, ampak iz dobička bank, kar je bistvena razlika. Ne. No, pri nas so k plačilu tega zavezane samo banke, ki imajo sedež znotraj Evropske unije. To pa pomeni, da bojo v Sloveniji večino teh sredstev, ki bi se naj vplačale, plačale naše domače banke, ki smo jih pa pred letom dokapitalizirali zelo velikim denarom, ne, in dejansko bo ta denar davkoplačevalcev šel tudi za ta sklad. In to je pa potem tisto, kar je
zagotavljanje sanacije bank, nekaterih, verjetno že naprej določenih, izključno z davkoplačevalskim denarjem mimo proračuna, ne? In to je zgleda ta cilj. Verjetno, tako sem rekel, gre za sanacijo točno določenih že znanih bank in seveda to privatnih. To pa pač sklepam iz tega, ker je gospod sekretar, ki je danes tukaj, na sami seji povedal, bom citiral, to bo blažilnik za morebitne težave v manjših bankah. To se pravi, je že se ve, za koga bo ta denar in na kak način se bo potem to izprejel. Tako da jaz vseeno predlagam, ne kljub temu, da je komisija se odločila drugače, da ta veto zglasujemo, ker nič ne bomo zamudili, če se to ne bo sprejelo zdaj, pa bo vlada še enkrat razmislila, pa tudi tisti poslanci, ki so kritizirali zakon, pa so glasovali za, bojo še enkrat razmislili, mogoče so se res zmotili in če to potem skupaj seštejemo, lahko dobimo kvečemo kvalitetnejši zakon, ki bo v korist vsem državljanom in pa vsem državljankam in pa v korist proračuna in pa v korist bank. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Branku Šumenjaku. Rad bi še pozdravil gospoda Aleša Butala, ki se je priključil k drugi točki iz Ministrstva za finance. Lep pozdrav. Sedaj pa, ali želi predstavnik predlagatelja zakona besedo? Izvolite. Besedo ima minister za finance, dr. Dušan Mramor. Izvolite. Hvala lepa, pozdravljeni. Hvala, ker ste mi dali priložnost, da odgovorim na nekatere vprašanja v zvezi s tem zakonom. Verjetno je vsem jasen namen zakona. Namen zakona je, da z davkoplačevalskega denarja ne krijemo več kapitalskih potreb bank, kar smo v bistvu praktično do danes naredili za Novo Ljubljansko banko, za NKBM, za A-banko in za Banko Celje. S tem zakonom se v skladu z evropskimi direktivami rešuje vsaj en del na poseben način teh potreb po dokapitalizaciji bank. Pa če mi dovolite, da grem skozi te trditve in pač odgovorim na nje. Najprej, da je bil napisan na hitro in da ni bilo možno Združenju bank Slovenije in drugim, da bi sodelovali v procesu nastajanja tega zakona. Jaz bi rad povedal, da je bil predmet javne obravnave. Ta zakon, ki je bil del zakona o bankah, zelo debelega zakona, 450 členov ima in je v okviru tega zakona, ki pač uvaja določene evropske direktive, bil v javni razpravi. Ravno tako smo za ta cel zban, ki je vključeval točno ta del tudi o reševalnem skladu, dobili tudi mnenje Evropske centralne banke, ki je pozdravila ustanovitev tega sklada znotraj takrat še tega zakona o bančništvu. Pregledan je bil strani službe vlade za zakonodajo, dala je tudi pripombe, ki so bile potem upoštevane. Pač zakonodajna pravna služba državnega zbora je dala svoje pripombe, Združenje bank Slovenije, no tudi opozicija je imela svoje pripombe in predloge sprememb 14. in 15. člena zakona, ki so bile tudi potem sprejete. Tako da je bil dejansko široko obravnavan, seveda en del znotraj zakona o bančništvu, vendar je potem se izkazalo, da ta zakon o reševalnem skladu bi moral biti sprejet do 1.1.2015, napolnjen pa do 1.1.2017 in da to ne bo fizično mogoče, ker državni zbor enostavno zakona za 450 členi ni bil sposoben v tako kratkem času opraviti in so nas prosili, vkolikor najdemo rešitev in ta del o reševalnem skladu izločimo in ga kot poseben zakon potem tudi peljemo skozi parlament. To se pravi tudi mnenje Evropske centralne banke je bilo podano na celoten zakon o bančništvu, kjer je bilo to tudi vključeno noter in centralna banka, njo zanima vsebina, ne pa naslov zakona, zaradi tega ni bilo potrebno ponovno pridobivati njenega mnenja.
Zdaj, zakaj nujni postopek? Kot sem že prej rekel, vse veste, da je vlada nastopila svoje delo. Jaz sem prišel v svojo pisarno 22. septembra in je bilo potrebno praktično do konca leta najprej en rebalans proračuna, potem danes smo končali z izhodišči za rebalans proračuna za 2015 in opraviti vse delo. In zato smo pač izključili ta del zakona o reševalnem skladu iz zakona o bankah in poslali v proceduro, in da bi bil lahko sprejet do 1.1.2015, smo prosili za nujni postopek. Naslednja pripomba na zakon je bila, da je drugačen da drugače se polni sklad kot recimo v Nemčiji. To drži, seveda nemški zakon in nemški sklad ima povsem drugo vsebino in obliko. Plačila v skladu v Nemčiji se štejejo kot odhodek banke, se pravi, prispeva lahko tudi k izgubi banke, medtem ko gre v našem reševalnem skladu za naložbo banke, ki se tudi potem netvegano nalaga dalje, se pravi, ne obremenjuje dohodka banke, tako da je precejšnja razlika med njima, in kot naložba se seveda lahko naloži relativno hitro, medtem ko pa če izplačuješ iz dohodka banke, dobička banke, pa rabiš seveda bistveno dlje časa. Glede katere banke bodo zavezane vplačati v ta sklad, seveda vse banke s sedežem v Sloveniji, tudi hčere tujih bank, podružnice pa samo bank, ki so zunaj EU držav, ker podružnice bank iz EU držav se rešujejo, kadar je problem znotraj sistema matične banke, ki je pač v drugi državi EU-ja. Tudi ta navedba, da bi banke v državni lasti dejansko vplačale davkoplačevalski denar, ker ne gre za dobiček, ki bi se vplačeval v ta sklad, ampak gre za naložbo, dejansko ne gre za davkoplačevalski denar, ampak gre za enostavno za naložbo banke iz depozitov. Tako da mi smo poskušali narediti dejansko najboljši možen način, relativno hiter v okviru direktiv Evrope, ki kot en izmed možnih inštrumentov za reševanje bank, in po našem mnenju je bilo pač, ta rešitev za 10 let je ta rešitev, ker ta sklad bo 10 let najprimernejša, in to je tudi Državni zbor potrdil. Tako da vas pač prosim, da ta zakon podprete. Hvala lepa ministru za finance, dr. Dušanu Mramorju. Sedaj pa, ali želi besedo podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance? Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki? Izvolite. Besedo ima državna svetnica magistra Marija Lah. Izvolite. Predsednik, hvala lepa za besedo. Pravijo, da je ženske zelo težko utišati, tudi če imajo operacijo na zobeh, pa se tudi mene ne da utišati. Oglasila sem se pa iz dveh razlogov. Ker sem dolžna povedati stališče komisije, in sicer komisija je danes obravnavala veto, Komisija za gospodarstvo, in veta ni podprla. To je prva zadeva. In druga zadeva, ki jo pa moram v imenu komisije pojasniti, pa je, danes je gospod Čumenjak se nekoliko začudil, midva sva danes dopoldne govorila po telefonu in sem mu povedala, da naša komisija na redni seji zakona, ki je sklad o bankah obravnaval, ni podprla. Zato sem dolžna danes pojasniti to njegovo izjavo, ko je rekel, da je komisija spremenila stališče. Ja, res je. Komisija je od redne seje pa do današnje izredne seje spremenila stališče, in sicer iz razloga, ki ga je že povedal kolega dr. Jan Vid Golob. Danes je namreč državni sekretar gospod Dragonja celoten zakon pojasnil na tak način, da smo ga celo mi, državni svetniki, razumeli.
in sicer v dveh ključnih točkah, na osnovi katerih smo se na redni seji odločili, da zakona ne podpremo, sklada ne podpremo. To je na točki, v bistvu, da, torej vprašanje je bilo, kako se sklad polni, kako se sklad črpa in kako se sklad eventualno ponovno polni. To so bile 3 ključna vprašanja, na katera mi na redni seji nismo dobili odgovora. Danes smo zvedli formulo, in to pravo formulo, to niso depoziti, to je nekoliko bolj komplicirana formula, kako se sklad polni. Danes smo ponovno slišali, to nam je že na prvi seji obrazložil, da je to vložek banke, torej delež, torej kapital banke, vložek banke, naložba banke v tem skladu, ki se ustrezno plemeniti. Kaj to pomeni? To pomeni, da ostane v bilanci banke. V nemški banki pa ne ostane v bilanci banke. A sem prav povedala? Tako zelo poenostavljeno. No? Tako, to je ključna zgodba. Našim bankam se ne bojo bilance nič spremenile, ostale bojo take, kot so, uspešne ali pa neuspešne, jaz ne vem. In tretja zadeva, ki nas je zadnjič zelo zmotila, je bila namreč ta, da smo mi aplicirali zakon na banki kolega Vriska in smo rekli, in zdaj bojo banke take, kot so Vriskove banke, ki so sicer manjše, ampak so uspešne, nikoli niso bile dokapitalizirane z davkoplačevalskega denarja, a zdaj bojo pa za povrh vsega še polnile tale sklad in na koncu se bojo iz tega sklada sanirale spet sistemske banke. Torej, v čem je poanta pravzaprav? In smo rekli, mi pa tega ne bomo podprli. Ko smo danes slišali, da je to naložba, torej, da bo Vriskova banka, oprosti, da te zlorabljam, ampak točno tako je bilo, da bo Vriskova banka v bistvu imela to kot naložbo, hvala Bogu, če bo Banka Slovenije uspela pametno tole nalagati, a ne, ker naše zaupanje do Banke Slovenije lih ni optimalno, to vemo. To je prva zgodba, ki nas je nekoliko, rekla, spremenila v našem trdnem razmišljanju. Druga zgodba pa je tudi ta, da bo sklad v primeru tega sanacije neuspešne banke v zameno dobil njene delnice. To se pravi, ne bo se kar izpraznil pa izpuhtel, ampak bo ipak imel njene delnice. Verjamem, da je vrednost tega vprašljiva, ampak je, kakršna je. In to, a sem prav povedala, gospod Dragonja, da ne bom kakšno strokovno napako delala. No, in vse to so argumenti, na osnovi katerih se je Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance danes odločila drugače kot na redni seji. Ne zato, ker bi nas se dal kupiti, ne vem, kaj še vse drugega z nami početi, ampak zato, ker so nas prepričali strokovni argumenti. Hvala. Hvala lepa državni svetnici magistri Mariji Lah. Želi še kdo razpravljati? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Dragoš Črnjavič. Lep pozdrav, spoštovani. Podal bi eno pozorilo, le bi lahko v tem smislu. 23 let sem kot predstavnik ali pa sindikat v delavski hranilnici, kjer vežemo sredstva sindikalne članarine, torej ne vedno, ampak kot so bili prihodki, presežki, in to uspešno. In zdajle, po 23 letih tega članstva v hranilnici, poglejte absurd nad absurdom, če bi odštel obresti, dividende in samo lahko čisto efekt, tisto, kar je članarina članov, neoplemenitena, rekel, zdaj pa člani, s to malo članarino saniramo slovenski bančni sistem. In poglejte, a je to zdaj, jaz bom rekel takole, da to ni pravilno, ni pravično, ni objektivno, da bo zdaj člani sindikata, torej po tolikih letih preko hranilnice, ki imamo neka sredstva, sanirali bančne luknje. Tisti, ki so pa vse to povzročili, pa niti evra. Enakomerno bi bilo, ali pa sorazmerno, če bi tisti, ki so vse to povzročili, danes imeli njihov spisek,
pa bi ugotovili določene razlike pri njihovih prihodkih ali pa prejemkih, pa to, kaj so naredili, pa kaj so odtujili, pa da bi jih ustrezno obdavčili in da bi to šlo, lahko damo člen tudi v ta zakon. Zakaj pa ne? To je slovenska posebnost za sanacijo teh bank. Vprašal bi tole, spoštovani minister, 3 hranilnice imamo v Sloveniji, ne? SID banka mislim, da je tudi izključena iz tega sistema, pa 3 hranilnice, da ne bi zdaj posebej, kjer je še izpostavljal, lahko pa izpostavljam to, kjer je član sem, 23 let. 23 let. In članarina članov, kaj bi mi zdaj rekli, ko bi to poslušali? Kaj mislite? Bojo ploskali? Kaj? Odrežem tole in tiste neke dividende pa obresti, kar smo jih na depozite dobili, se tako hitro to zračunati, da bi pol vse to naredili, da bi v delež, tako bom rekel, se da to zračunati, aha, tisto, kar smo nekaj oplemenitili, mora biti že, če je tak sistem, ampak ta delež, kar je bil efektivno, pa ne. In menim, da to ni, in me ne bo noben prepričal, da je to prav, ni prav. Kaj bomo naredili? Jaz sem spraševal danes tam vašega sodelavca, gospoda, kaj je Butala, kaj narediti? Kaj narediti? Kako je to možno, da se lahko to tako zavede in članarina, ker bom rekel zdaj tako, ne, člani sindikata, ki plačujejo članarino in vzdržujemo socialno partnerstvo, pa še kaj drugega, zdaj še bomo sanirali članarine slovenske banke in bančni sistem, ali pa tole naredili neko nov sklad, a ne, ob vseh teh, kar je bilo do zdaj narejeno, še enkrat. Mislim, da to, ne vem, če mi lahko pojasnite, ne, sej, kak je to logika, jaz tega res, te logike ne sprejemam, tako bom rekel, ne sprejemam. In druga stvar, ki je tudi tole, ne, da tale, če zdaj SID banka ni noter, zakaj ni noter? In tele tuje banke, zdaj, a ste rekli, če prav razumem, so tudi vključene, ali samo kako so one vključene v tole. Pa še eno stvar bi opozoril. Danes sem šel pogledat, kaj se s sindikati zgodilo. Mi smo leta 97. Torej, sindikati so na podlagi zakona iz 97. leta izgubili veliki del premoženja, ki smo ga v Sloveniji sprejeli, to je bil zakon o lastninjenju splošnega družbenega premoženja, izgubili po domače zato, ker je mnogo premoženja, ki je bilo narejeno iz skladu skupne porabe, iz prostovoljnim delom, od rekanja pri plačah, zlasti je to bilo v stanovanjih, počitniških kapacitetah, skoraj zginilo. In ga ni. Drugo, danes pa spet, bo rekel, to je stvarno premoženje, tako smo ga izgubili. Večini okolij, da vam povem da ne bi rekel, kakšni primeri absurdi so se dogajali v enih okoljih, da so celo tisto premoženje, ki je moralo iti na državo, pol na tole, pa se prodajalo, ponekod so celo smučarske skakalnice dali tisto premoženje, tam na Gorenskem in tako naprej. Tole, danes gledam jaz to kot eno pritisk, 40, kakšnih 40, nekaj 100 sindikatov, ki je noter in 60-40 je razmerje v hranilnici, torej sindikati, ki smo ustanovili 23 leti do danes, vse bomo pa še sanirali banko. Mislim, povejte, kako bojo pa ti, ki so v bankah bili, sanirali to luknjo in koliko bojo oni prispevali v ta sklad in kdaj, po katerem zakonu, po katerem procedurah, a ne, da bi bilo to pošteno, objektivno in da ne bi to šlo mimo tega zakona. Drugače pa seveda vse te, ko pravite, ja, davkoplačevalci ne bomo več plačevali, sej se s tem strinjam, ampak prvo vrsto je pa treba pripeljati tiste, ki so to povzročili. Če bi rekli, ne vem, par 100 milijonov, če bi vse te kreditne odbore iz bank, vse tiste, ki so sodelovali pri krediti, vse te, ki so tole, zdaj, če smo zadnjič prav slišal z medije, prebral 23 v NLB ali 30 ali koliko jih NLB daje v neko proceduro odškodninske ugotavljanja odškodninske odgovornosti in hvala Bogu, da je, ampak pol ne ta sredstva grejo tudi v ta sklad za sanacijo. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Drago Ščernjaviču. Besedo ima državni svetnik Miloš Pohole. Hvala za besedo. Komisija je spremenila mnenje, vendar se pa stanje ni spremenilo. Če bo sklad izpraznen, potem je rečeno, da bodo vplačniki v sklad dobili delnice banke, ki je sklad spraznila in ni vredna nič.
v realnem stanju nekoč, bi vsaj papir dobili, s katerim bi si lahko nekaj obrisali, danes pa pač bodo dobili nič in je moje mnenje enako, kot je bilo prej, da bodo ta sredstva porabljena v sistemskih bankah, plačale bodo pa tamale. Zdaj pa za predstavo, jaz nisem, oziroma sem sam nekje ujel ta podatek, o kakšni količini denarja se sploh pogovarjamo. Ker enkrat sem za to govornico že povedal, kako je bilo pri Stalinu, ki je rekel, generalisimus Stalin, da je smrt enega posameznika katastrofa in smrt 100 000 samo statistika. In tukaj je nekaj podobnega, to so zneski 100-200 milijonov, katerih si ne moremo predstavljati. In zdaj bo ta sredstva upravljala Banka Slovenije. Banka Slovenije, regulator in po mojem prepričanju velik krivec za nastalo bančno luknjo, je, se pravi, slabo nadzirala banke in sedaj bo sama pričela tudi z upravljanjem premoženja. Prej ga je nadzirala, zdaj bo pa sama tudi upravljala s tem premoženjem. Kako? Kdo? Za koliko denarja? S kakšnimi stroški? Odgovora ni. Odstotek donosa. Ali bodo zdaj, a je to zdaj priložnost v Banki Sloveniji za nove zaposlitve? Verjetno, da ja. Kakšne bodo plače teh ljudi, ki bodo upravljali s tem skladom? Take, kot so na DUTB-ju, mogoče večje, dvomim, da manjše. S tem se ustvarja neki paradržavni zopet sklad, ki ne vemo rezultata. Oziroma cilji so, rezultat je vprašljiv. Druga stvar, se pravi, rečeno je bilo, da bo na Banki Slovenije postavljen kitajski zid in bo ta sklad strogo ločen od drugega dela na Banki Slovenije. Vprašanje se mi zastavlja, prej smo imeli en predlog veta, ali bo Banka Slovenije s tem skladom kupovala terjatve države do 7 milijonov. Ker tu bo veliko sredstev in istočasno se sprejema vse po hitrem postopku, pa se mi tu zastavlja vprašanje, ali bodo zdaj s tem skladom odkupovali te terjatve, ki so bile prej omenjene. Druga stvar, če že vplačujejo banke v ta sklad, potem naj plačujejo vse, ki delujejo na področju Slovenije. Ne zdaj ena, ki ima sedež v EU, pa druga, ki ima na Madžarskem in tako naprej. Če velja že nekaj, ne velja potem za vse enako. Vprašanje, ki sem ga zastavil že prej na komisiji, pa me še vedno zanima, je to, kdo je fizično spisal ta zakon, a so bili to zaposleni javni uslužbenci, ne vem, na Ministrstvu za finance, na Banki Slovenije, a so bili tukaj zunanji sodelavci in kakšna sredstva so bila za to porabljena. To moti pa me seveda eden izmed členov, večina me moti, v 10. členu je zapisano, da naj bi Banka Slovenije zaračunavala v tem skladu natančno tolikšne stroške, kot bodo ti stroški nastajali z upravljanjem. In je tukaj nastavek, da bo, se pravi, Banka Slovenije nekoga pooblastila, da bo s tem skladom upravljal, zaračunaval stroške, Banka Slovenije pa samo ne bo nabila zraven še dodatnih stroškov, ampak bo zapisan ta strošek upravljanja tudi izvzet iz teh sredstev. Tako da predlagam, da ta veto podpremo, kot sem že rekel, sprememba v mnenju komisije je bila, vendar delnice, ki so obljubljene vplačnikom v primeru, da se sklad izprazni, so nič vredne. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Milošu Poholetu, sedaj pa ima besedo državni svetnik Milan Lukić. Veto se podpre takrat,
ko z argumenti natančno veš, da je nekaj narobe. Jaz pri tem zakonu, potem, ko smo danes dobili kvalitetne odgovore, preprosto ne vem, kaj bi naj bilo narobe. Še več smatram, da je zakon v svoji vsebini in v svojem smislu dober, ker v prvi vrsti omogoča, da se banke v primeru potrebnih sanacij same sanirajo iz sredstev, ki so jih namenile v sklad. V skladu, pa kot je že bilo pojasnjeno, so sredstva ves čas sredstva bank. Niso odtujena, še več. Tudi takrat, ko so uporabljena za sanacijo neke banke, v primeru, ko je to potrebno, se jih nadomesti z delnicami banke, ki se sanira, se pravi, se dobi neka protivrednost, najbrž je tista protivrednost v trenutku, ko se pretvori v delnico ali pa vrednostni papir nižja, ampak obstoji pa realna vrednost, da potem, ko bo banka sanirana, seveda so ta sredstva ponovno najmanj toliko vredna, kot so bila v tistem trenutku. Skratka, ob samem tem zakonu je moč pristajati tudi na to, da obstojijo neke dileme, neki dvomi in tako dalje, kako se bo, s kakšno skrbnostjo se bo dejansko nadziralo ta sklad in samo plemenitenje tega denarja. No in tu sem danes tudi spraševal, torej državnega sekretarja gospoda Dragonjo, kakšni mehanizmi, kakšna pravila najbrž se bodo dorekla ali pa so že dorečena pravila, za kakšne namene se smejo ta sredstva torej uporabljati pri plemenitenju, ker domnevam, da v trenutku, ko bo potrebno ta sredstva za sanacijo neke banke uporabiti, da bodo morala biti sredstva v tisti potrebni višini tudi likvidna, da se jih ne more preprosto naložiti nekam in v primeru potrebe pač potrebnih likvidnih sredstev ne bo. Skratka, ko glasujemo za nek veto, ko napadamo neko zakonsko rešitev, ki je bila v državnem zboru sprejeta, moramo imeti za to resne argumente in z argumenti, podkrepljenimi argumenti, z natančnim opisom tega, kaj je narobe, preprosto reči ne, ali pa, če teh argumentov ni, se pač ne moreš poslužiti veta. Glede na to, da je bilo, kot je že bilo strani predsednice komisije pojasnjeno, na seji, ko se je o tem odločalo, dosti premalo kvalitetnih informacij. Danes, na današnji seji komisije, so pa bile informacije resnično kvalitetne, več kot dobre. Zaradi tega sam osebno smatram, da ni nikakršnega razloga, da bi državni svet ta veto izglasoval. In torej jaz svoje podpore k temu ne bom dal. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Milanu Lukiću. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo. Izvolite, besedo ima gospod Šumenjak, državni svetnik Branko Šumenjak. No, čisto na kratko, ne, jaz bom rekel, da me niste prepričali, tako kot pravite ostali, ne. Glede na to, da smo Slovenci že dvakrat dokapitalizirali banke, ne. Prvič smo rekli, ja, zdaj je tega konec, pa je bilo spet treba. Pa potiho se že govori, da bo čez kakšno leto, 2, 3 spet treba, ne. In tako bo podobno s temi sredstvi, ki jih bojo banke vložile v tisto banko, ki jo bojo sanirale, ne. Lahko bojo čez 2, 3 leta spet vložile.
nič ne bojo nazaj dobile, tako kot si mislite, da je to neka pametna kapitalska naložba. Pozabite na te naložbe. Ne. Zanima, koliko bomo davkoplačevalci dobili od tega, ko smo že 2-krat sanirali slovenske banke, te naše v državni lasti. Ne. Tako da nič ne bomo dobili nazaj v proračun, posebej pa ne mi davkoplačevalci v naš žep, direktno. Daleč od tega, pozabite na to. Ne. In vse to je samo ena velika demagogija, kar ste povedali danes tu. In še eno stvar bom povedal, to, kar govorite, ne, da je potrebno to po nujnem postopku spremljati, pa sploh ni res. Ne. Saj ste sami povedali, da je zakon, da Evropska direktiva določa, da je to treba napolniti, ne vem, tam do 2017, oziroma izpeljati to, mi pa to delamo v 3 mesecih. Zakaj? Zakaj se tako mudi? Nekaj je hudo potrebno. No, kolega Vriz, za tebe pa nisem vedel, prosti, da imaš svojo banko, ne, to pa prvič slišim danes. Pa če imaš kakšne dobre kredite, me prosim obvesti. Ne. Prosim brez EPP-ja, v državnem svetu. Hvala lepa gospodu Branku Šumenjaku. Želi še kdo razpravljati, da še izvolite, besedo ima gospod dr. Jan Vid Golob. Poglejte, jaz se z gospodom Šumenjakom glede te slovenske bančne sage strenjam. To je ena zelo žalostna zgodba, ki nas je vse veliko stala. Vendar v tem konkretnem primeru se mi pa zdi, da gre za ene finančne operatorje, ki jih sedanji financarji nekako mislijo v eni pošteni meri speljati. Če je to res, da bo to notranja bančna zgodba, ne pa naš dodaten davkoplačevalski denar, bi jim to pot jaz dal nekakšno zeleno luč, da to speljete. Ta blažilni operator, ki nas bo davkoplačevalce varoval pred dodatnimi stroški. Če gospod Mramor pa gospod Dragonja in njuna ekipa v to verjame, dajmo jim tudi mi. Oni niso prišli po dodaten denar zdajle v parlament, da se še enkrat banke zadolžijo. Prišli so pravzaprav z enim notranjim ukrepom, v katerega sami verjamejo. Je pa nekaj res, da bi se lahko tudi finančno ministrstvo potrudilo dobiti kakšno milijardico nazaj iz davčnih oaz. Pa vsega tega cirkusa ne bilo treba. Zdaj, če bojo izkazali podobne napore v davčni upravi, v finančnem ministrstvu, da po kakšnem malem denarčku sežejo, ki je tam, od nas imate vso podporo. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku dr. Janvitu Golobu. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo. In pa ali želi predstavnik Ministrstva za finance podeliti dodatno obrazložitev? Izvolite, besedo ima minister za finance, dr. Dušan Mramor. Hvala lepa, ne bi želel, da bi ostale določene vprašanja odprta. Bi šel kar po vrsti, če lahko, gospod Černjavič. Ja, se upravičujem, dolg dan. Vprašanja so bile, jaz imam 3 vprašanja tukaj ključno. Najprej SID banka nima depozitov, te scheme so pa vezane na depozite, zato je SID banka izključena. Pri tujih bankah so vse tuje banke, ki so pravne osebe v Sloveniji vključene v sistem, niso pa vse podružnice. Podružnice so samo tistih bank, ki so izven EU. Tako da druge banke so tukaj vključene, nista pa vključeni Probanka pa Faktor banka, ker sta obe v fazi likvidacije. Zdaj pa en vsebinski poudarek je pri tem inštrumentu, ki ga tukaj uporabljamo, zelo pomemben. Država načelno sanira banke, ki so sistemske banke, ki če jih ne bi sanirala, bi imeli to zelo velik vpliv na celoten finančni sistem in gospodarstvo. Vkolikor banka ni sistemska banka, se lahko država odloči, da je ne sanira, ampak da jo lahko pusti pač v likvidacijo. Ta reševalni sklad omogoča reševanje tudi bank, ki niso sistemske banke. Se pravi, tudi manjših bank. Ker če bi prišlo do majhne banke, ki ne bi bila sistemska banka, bi se lahko država odločila, da se pač naj likvidira. Tako da gre tukaj za širše vprašanje. Ta zgodba ni samo slovenska, je EU zgodba, kjer naj bi v okviru teh inštrumentov se
nekako vzpostavljalo zaupanje v finančni sistem, v manjše, srednje in velike banke, da bodo te banke čvrste, stabilne in da če pride do težav, da bojo rešitve dane v samem sistemu. Gospod Popole je omenil, da bi bile vrednost teh delnic enaka nič, ker bi se uporabila ta sredstva sklada, vsaj tako sem razumel, za reševanje banke. V bistvu je zelo jasno zapisano v zakonu, da se ta sredstva iz sklada ne smejo uporabljati za pokrivanje izgube banke. Se pravi, postopek gre tako, najprej nosijo izgubo banke lastniki, potem teh pač hibridnih finančnih inštrumentov, ki so kot kapital podrejenih finančnih inštrumentov, se je treba očistiti banko in ko se očisti banko, potem se jo dokapitalizira lahko z sredstvi tega sklada. Sredstev skupaj je 345 milijonov, približno pač izračun 2,3% vseh depozitov bank, ki bojo tukaj noter sodelovale. Banka Slovenije bo upravljala s tem premoženjem, to ste že sami pojasnili. To premoženje tega sklada pa mora biti naloženo v nizko tvegane naložbe. To se pravi, nikakor ne bo šlo za odkup terjatev države. Ta je bila mogoče malo zlobna. Tako da zagotovo, ker drugače ne bi dejali v prodajo. Kdo je fizično spisal zakon, so ljudje iz Ministrstva za finance, jih imamo tam, in z Ministrstva in Banke Slovenije, in tukaj ni bilo nobenih zunanjih, ki bi to pisali. Davčne oaze, gospod Golob, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropski uniji, moram reči, posebej Nemčija, te velike države, ki jih izjemno moti, da njihov denar se pač pelje skozi davčne oaze, so začele preko OECD-ja in preko EU-ja zelo široko akcijo. In ta akcija, recimo moja prva pot v Berlin je bila podpis multilateralne pogodbe o izmenjavi informacij o finančnih računih v državah. 52 držav je takrat podpisali, zdaj jih je že približno 90 in davčne oaze so med njimi. Za kosilo smo imeli, po tistem podpisu sem sedel s 5 finančnimi ministri davčnih oaz. In sem rekel, kaj pa vi tukaj delate? Tako sem malo zahecen. In so rekli, mi si tudi želimo legalne vloge, ker s temi problemi, ko mi ne sprejemamo vlog, ker so lahko ilegalne, pač nezakonite, mi izgubljamo posel. Tako da to je pač ena od teh, to je OECD inicijativa znotraj Evropske unije, je ta izmenjava informacij tudi praktično zdaj zaključena, osnove so in recimo v letu 2017 bomo imeli avtomatske izmenjave, zdaj so pa lahko že na zahtevo. Tako da tukaj bomo poskušali narediti maksimalno, imamo pa posebno komisijo, ki se samo s tem ukvarja. Koliko bomo, kako hitri ne bomo, zagotovo, da bi to jutri pobrali, ampak v roku enih 2 let pa jaz računam, da bojo rezultati na mizi. Hvala lepa. Hvala lepa ministru za finance, dr. Dušanu Mramorju. Želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ne. Torej, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve. Ja, obrazložite glasu, ja, izvolite. Ampak brez EPP-ja. EPP je bilo dost, ne, ampak glede na to, da sem na prejšnji seji komisije res se v ta zakon temeljito poglobil in sem bil skeptičen do določenih obrazložitev, najbolj to, da vse banke dajemo v ta sklad, potem pa ven dobivajo samo sistemske banke, sem bil proti temu, torej, da se sprejme tak zakon. To, kar ste gospod minister povedal, torej, da tudi manjše banke, nesistemske, lahko iz tega sklada črpajo, to mi je zadeva, ki pokrije tisto, kar sem bil skeptičen. Če temu tako, potem lahko rečem, da tudi podpiram ta zakon, oziroma ne podpiram veto. Hvala lepa, gospod Dovrisko, želi še kdo obrazložiti glas? Če ne, potem prehajam na glasovanje. Torej, predlog zahteve, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, kot ste ga prejeli po elektronski pošti oziroma na klop. Najprej prisotnost.
Torej, ugotavljam, prisotnih je 35 državnih svetnikov, 13 je glasovalo za in 19 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet ni sprejel z 19 glasovi proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujem ministru za finance, dr. Dušanu Mramorju, gospodu Metodi Dragonji in celotni ekipi, ki je bila zraven. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Najprej seveda lep pozdrav gostom, ki so prišli iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti, ministrici dr. Ani Kopač Mrak in pa gospe Dragici Bac, generalni direktorici Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja. Lep pozdrav. Sedaj pa Državni zbor je zakon sprejel na 3. seji 16.12.2014 in ste ga prejeli naslednji dan po elektronski pošti. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Alojzom Kovšcem, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti in na klop. Prav tako ste po elektronski pošti na klop prejeli predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa, ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati obrazložitev? Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Kovšca. Hvala za besedo, spoštovana gospa ministrica, spoštovana direktorica direktorata, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Vlada Republike Slovenije kot predlagateljica zakona po našem mnenju ni dala prepričljive utemeljitve, ki bi dokazovala tako nujnost postopka, kakor tudi predvideni finančni učinek ukrepa z vidika uravnoteženja proračuna za leto 2015. Osnovna težava pri obravnavi tega zakona je v tem, da je v celoti podrejen uveljavitvi fiskalnega ukrepa, ki se odraža v drugem odstavku 7. člena novele. Ta spreminja dosedanji 74. člen zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Gre namreč za odvzem dela sredstev invalidskim podjetjem, ki se v njih oblikujejo kot strogo namenska javna sredstva in uporabljajo kot državne pomoči izključno za namene usposabljanja in zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih pod posebnimi pogoji. Če mogoče tukaj malo ilustriram, gre za tako imenovana rezervirana obljubljena sredstva, ki se jih izdvoji in če niso porabljena za ta namen, gredo nazaj v državni, oziroma so plačena potem po 3 letih v državni proračun. Gre za opcijska sredstva. V zakonodajnem postopku se ni navedlo niti eno samo dejstvo, ki bi upravičilo nenadno zmanjšanje teh sredstev, še posebej, ker se s temi sredstvi ustvarjajo možnosti zaposlovanja invalidov oziroma se omogoča nadaljnji obstoj invalidskih podjetij. Obrazložitev tega ukrepa je objektivno, vsebinsko in formalno zavajajoča, kajti ne drži trditev, da se zmanjšujejo samo ekonomske olajšave za plače neinvalidov. Vsi odstopljeni prispevki, tako invalidov kot neinvalidov, se v invalidskih podjetjih namreč obračunavajo kot strošek poslovanja na trgu, ter šele zatem izločijo na poseben konto in uporabljajo izključno za namene usposabljanja in zaposlovanja invalidov. In kot sem že prej rekel, v primeru, da za to niso uporabljena, ta sredstva po 3 letih gredo v proračun. To problematiko enotno regulira uredba Komisije Evropske unije številka 651/2014 z dne 17. junija 2014 in kakršnakoli uporaba teh državnih pomoči za plače neinvalidov, neposredno za plače neinvalidov, je nezakonita in je seveda temu primerno tudi sankcionirana. Upravičevanje ukrepa z obrazložitvijo, da se izenačuje obremenitev plač neinvalidov z plačami v drugih gospodarskih družbah, ne spremeni dejstva, da ukrep zaradi narave pridobivanja in porabe teh sredstev prizadene celotne zmožnosti, razvojne zmožnosti invalidskih podjetij in njihovo sposobnost za konkurenčno tekmovanje na tržišču.
Ukolikor z vidika državnega uravnavanja plačne politike prihaja do nepravilnosti pri poslovanju posameznih invalidskih podjetij, naj pristojni državni organi ustrezno ukrepajo na podlagi obstoječih zakonskih določil, ki jim že sedaj dajejo dovolj pooblastil za takšno ukrepanje. Nesmotrno in krivično pa je, da vsa invalidska podjetja nimajo enakih pogojev za gospodarjenje in da se nepregledno bolj obremenjujejo tista invalidska podjetja, ki delujejo na višji tehnološki ravni in dosegajo večjo dodano vrednost. Od celotnega predvidenega paketa vladnih ukrepov na področju gospodarstva je sprejeti ukrep v zvezi z invalidskimi podjetji najbolj daljnosežen in obenem tudi najbolj v nasprotju z osnovnim namenom, to je z razbremenitvijo gospodarstva. Načelno vprašanje je tudi to, zakaj se je fiskalni ukrep za leto 2015 spremenil v trajni ukrep. Sprejeti zakon je problematičen tudi zato, ker ne povzema vseh pozitivnih sprememb, ki so bile uveljavljene z omenjeno uredbo Evropske unije. Invalidska podjetja so objektivno sestavni del socialne ekonomije, ki je podprta s sistemskimi ukrepi tudi v okviru Evropske unije. Zaradi česar apeliramo na vlado Republike Slovenije, naj brez ustreznih analiz ne spreminja pogojev gospodarjenja invalidskih podjetij in naj njihov pomen celovito oceni in ovrednoti tudi stališča gospodarske politike v Sloveniji. Spoštovani, naj vam samo ilustriram podatek, ki ga je priskrbel Zavod invalidskih podjetij Slovenije, in sicer, da država prejme skozi davčne obveznosti več kot 95% vrnjenih odstopljenih prispevkov. V času konjunkture in gospodarske rasti pa je država skozi davke invalidskih podjetij dobivala nazaj več, kot je prispevala skozi odstopljena sredstva. In kolikšna ta odstopljena sredstva so, izračun kaže, da je v zadnjem letu na en mesec država za zaposlenega invalida namenila 27,49 evra. Torej je to znesek, ki je marginalen v primerjavi s tistimi, ki bi jih država dala za ta iste nezaposlene invalide. Na podlagi vsega predlagam, oziroma sopodpisniki veta predlagamo, da Državni svet sprejme naslednji predlog zahteve, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Prosim, da nas v tem podprete. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alojžu Kovšci. Sedaj pa, ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati svoje mnenje? Izvolite. Besedo ima ministrica, gospa dr. Anja Kopač Mrak. Izvolite. Spoštovani svetniki in svetnice, jaz bi morda, preden gremo pojasnilo, na hitro ključno vsebino zakona. Gre za to, da v Sloveniji imamo invalidska podjetja, imamo z zakonom določeno status, kdaj dobi podjetje status invalidskega podjetja, dve različni možnosti sta. Vkolikor zaposluje 40% invalidov, potem v tem primeru je upravičen plačila prispevkov za socialno varnost za invalide. Vkolikor ima 50%, vsaj 50% zaposlenih invalidov, pomeni, da je upravičen plačila prispevkov za socialno varnost tudi za nezaposlene invalide. To je pomembno, ker gre tukaj za vir. Torej, mi kot država določamo vir državnih pomoči, kar to znašajo, vežemo na prispevke za socialno varnost. V tem smo na nek način unikum v Evropi. Ta rešitev se je izkazala za dobro. Uredba EU, ki je bila velikokrat omenjena, pa dejansko odloča o tem, zakaj te viri sredstev, ki jih imamo, so lahko porabljeni. In jaz vam zagotavljam, da je v tem zakonu direktno citiranje na novo uredbo iz leta 2014, ki določa, zakaj so lahko te viri sredstev, torej ti socialni prispevki uporabljeni, je v zakonu. Uredba pa je tudi neposredno uporabljiva, torej tudi, če ne bi bila citirana v zakonu, pomeni, da se za ta namen lahko te viri sredstev uporabljajo. Torej, tukaj dvomov o tem ni. Kar se tiče, v Sloveniji imamo 30 tisoč zaposlenih invalidov približno, od tega jih imamo invalidskih podjetij 6 tisoč, približno 18% invalidov. Vsekakor so invalidska podjetja zelo pomemben vir zaposlovanja in nikakor predlog zakona ne gre v smeri, da bi posegali
v dober način, v ustaljeno prakso zaposlovanja v invalidskih podjetjih in nikakor ne gre za poseg v pravice invalidov. Mi ocenjujemo, da je s tem predlogom nikakor ne posegamo da bi drastično ali da bi bistveno posegali v pogoje delovanja invalidskih podjetij. Namreč zakon samo omejuje višino plač neinvalidov, do katere država subvencionira prispevke za socialno varnost. Torej, neinvalidom gre v celoti, invalidom. Neinvalidom pa je ta višina, ki jo omejimo, rečemo, da je 3-kratnik minimalne plače. Predlog vlade je bil od začetka nižji, pa smo v dogovoru z invalidskimi podjetji na ministrstvu to dvignili na 3-kratnik in to znaša 2367 evrov bruto. Mi smo potem naredili analizo glede na FURS-ove podatke za september 2014, koliko je v invalidskih podjetjih zaposlenih neinvalidov, ki imajo višjo plačo od te bruto plače. In teh so 603. Torej, dejansko ta ukrep zadeva glede na podatke september 2016 603 zaposlene ljudi, pri čemer je pa treba, če smo zdaj konkretni, je pa celota zaposlena, število neinvalidov v invalidskih podjetjih je pa številka 5411. Torej, dejansko govorimo od 5411 neinvalidov zaposlenih v invalidskih podjetjih, ta ukrep zadeva 603 posameznike. Torej, to je gro. In če zdaj še pogledamo podatke, v letu 2013 je, ker uredba določa, zakaj so lahko ta sredstva porabljena, je bilo teh odstopljenih sredstev približno 44 milijonov evrov. Torej, mi zdaj pričakujemo, da bo za 3 milijone manj. Torej, na celoto 44 je to zdaj 3 milijone, na teh torej 41 bo še vedno. Če pogledamo porabo, zakaj so v letu 2013 ta sredstva, ki jih država da s tem, da pač ne plačajo prispevkov za socialno varnost, je bilo 82,95% namenjenih za subvencionirano plač invalidov, potem je bilo pokrivanje vseh dodatnih stroškov nastalih zaradi zaposlovanja invalidov je bilo višina 1,6 milijona, to je 3,64% vseh sredstev, investicije v prostore in opreme je bilo 5,9 milijona, kar pomeni na celoto 13,41%. Torej dejansko gre večino teh sredstev, ki so kot vir, grejo za financiranje plač. Jaz verjamem in nikoli ministrstvo ne bi predlagalo ukrepov, ne glede na, da gre v kontekstu fiskalne konsolidacije ukrep, ki bi posegel v temelje delovanja invalidskih podjetij, in nikakor ne bi, da bi ogrozili zaposlovanje invalidov, ker se zavedamo, kako je vse to zelo občutljivo. Morda samo še en podatek, ki se mi zdi pomemben, da od teh 603, ki pač jih to zadeva, je pa v bistvu njihova povprečna plača 3447 evrov. To pomeni, da je v bistvu manj kot 1000 evrov razlike med to bruto, a ne govorimo, torej da glede na tudi za te 603, ki presegajo, bo še vedno država, če gledamo na to povprečje, dala 68,68% sredstev subvencij. Torej, tudi njihovih grob plače je še vedno to državna pomoč in bo delodajalec, ki bo samo to razliko med tem 2367 evrov in če povprečno računamo 3447, samo od te razlike bo on plačal prispevke za socialno varnost. Ne bo plačal celot, ampak samo to razliko, kar pomeni, da bo on plačal še vedno samo, če tako se izrazim, 31,32%. Da vseeno res ne vidim, da bi s tem ukrepom lahko kakorkoli bistveno posegali, jasno pa, da se v določenem delu spreminjajo pogoji in ko se pač spreminjajo, se pač še potrebna določena prilagoditev, ampak verjamem, da invalidska podjetja tudi po razgovorih, da imajo toliko, da se bodo lahko prilagodila. Nikakor pa ne želimo, da se v ta ukrep jemlje kot na nek poseg v pravice invalidov, da bi kakorkoli na ta način. Je pa morda
morate se zavedati, ko se država sooča s fiskalno konsolidacijo, ki je potrebna. Seveda je od nas resornih ministric zelo pomembno, da najdemo rešitve, s katerimi pomagamo situacijo, kakršna je v državi, hkrati pa ne posegamo v neke druge temeljne pravice. Naprimer, mi smo potem, glede na to, kakšni pritiski so bili, glede na potrebo konsolidacije, smo mi za študenti uskladili pač novo ureditev študentskega dela in ta je bil ukrep, zaradi tega, da ni bilo potrebno posega v druge pravice, ki bi jih pa ljudje, tudi invalidi, mnogo bolj občutili. Tako da jaz sem z gotovostjo, tako kot pred vami stojim, verjamem, da je ta med slabimi rešitvami, je ta med boljšimi. Tako da vas prosim, da ne podprete predlaganega veta. Hvala. Hvala lepa ministrici dr. Anji Kopač Mrak. Sedaj pa, ali želi besedo predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide? Izvolite. Besedo ima magister Peter Požun. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Kolegice in kolegi, spoštovana ministrica. Na začetku bi rad razjasnil, da se v spletnih medijah čez vikende pojavila novica, da komisija predlaga odložilni veto, kar seveda ni bila resnica. To sem že prosil vodjo službe PR-a, da ugotovi, kako je do te pomote prišlo, ker ste me nekateri kolegi svetniki spraševali, kdaj se je to zgodilo in kje. Sicer pa smo danes na 6. izredni seji obravnavali predlog odložilnega veta na ta zakon, na trenutke dokaj burni in tudi čustveni razpravi. Danes so bili komisiji predstavljeni tudi bolj podrobne analize in podatki, tisto, kar smo pravzaprav na prvi obravnavi pogrešali, in pravzaprav podatki in številke, ki jih je navedla ministrica, so bili predstavljeni tudi na komisiji. Naj povem, da naša komisija svojega mnenja, ko je zakon obravnavala v prvi obravnavi, ni spremenila in predloga z 7 glasovi proti 4 ni podprla. Hvala. Hvala lepa predsedniku komisije, magistru Petru Požunu. Sedaj pa, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ja, izvolite. Besedo ima predstavnik interesne skupine, državni svetnik Peter Vrisk. Hvala za besedo. Naša interesna je predlog veta podprla. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati od interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki? Izvolite. Besedo ima... Ja, izvolite, besedo ima gospod državni svetnik Aleš Kovšca. Hvala za besedo. Mogoče samo še nekaj stavkov dopolnitev tistega, kar sem uvodoma povedal. Tudi gospa ministrica je citirala evropsko uredbo in sicer ta uredba širi namen uporabe sredstev. Pa pri nas z zakonom to ni bilo narejeno. Druga uredba niža mejno kvoto s 35% zaposlenih, če se ne motim, je bilo to danes demonstrirano, pokazano na vaših slajdih na Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na 35%, pa tudi to ni bilo. Kar zadeva pa procent porabljenih sredstev oziroma razmerje porabljenih sredstev v letu 2013, gre pa za zavajajoče podatke. Podatki so sicer realni, ampak so izvzeti iz konteksta družbenega dogajanja in situacije ekonomske krize. Tisti, ki prihajamo iz gospodarstva, vemo, da v letu 2013 v zaposlovanje, v novo zaposlovanje, praviloma skoraj nihče ni šel, prej v odpuščanje. Torej, če invalidska podjetja niso zaposlovala novih delavcev, je to razumljivo, ker jih tudi gospodarstvo in negospodarstvo ni. Potem, če niso investirala v nepremičnine, je tudi to razumljivo. Lansko leto oziroma letošnje leto je bil nepremičninski davek, lansko leto se o njem veliko govorilo in tudi to je bilo popolnoma logično. Torej, če govorimo o tem, da gre za državno pomoč, še enkrat lepo prosim, dajte razumeti. Vsak evro potencialne oprostitve oziroma potencialne subvencije je realiziran na trgu.
bruto plače, tako invalidov kot neinvalidov, v invalidskih podjetjih so predmet realizacije na trgu. Niso njihov vir, ni proračun Republike Slovenije. Proračun Republike Slovenije participira samo pogojno v procentu oprostitve, ki se ga lahko izkoristi ali pa ne izkoristi in se po 3 letih vrne v proračun. Govorimo o veliko manjših sredstvih, kot je tu prikazano. 3447 evrov bruto ne prihaja iz proračuna, prihaja iz realizacije na trgu, prispevki iz te plače so pa lahko oprostitev, ni pa nujno. Tok, hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšci, sedaj pa ima besedo podpredsednik magister Stojan Binder. Gospa ministrica, sodelavka, gospa Bacova, torej ob naspisku podpisnikov za današnji veto niste pribeležili mojega priimka in imena iz 2 razlogov in zaradi higiene. Prvič, ker sam vodim invalidsko podjetje in bi zelo nekorektno izpadlo, kot da se borim pravzaprav za interese lastnega podjetja. In pa drugič, ker sem sam tudi sodeloval pri iskanju najboljše možne opcije na sestanku, katerega je gospa ministrica tudi omenila. Danes se na Komisiji za socialo in tako naprej nisem niti imel namena oglasiti, kajti predlagatelj, kolega Kovšca, je zelo natančno in precizno pojasnil vse razloge za ta veto in pravzaprav v strokovnem smislu nisem imel kaj dodati. Seveda se mi je pa nekoliko temperatura dvignila, ko sem ne prvič, ne drugič, ta tretjič slišal strani predstavnika ministrstva, da pravzaprav država skozi proračun subvencionira prispevke zaposlenim neinvalidom, kar pa ni res. Torej, to, kar je gospod Kovšca, kolega Kovšca povedal, je pravzaprav model, kako ustvariti državno pomoč za delovanje invalidskih podjetij v Sloveniji nek unikum, ki dobro funkcionira. Samo to je bilo zame problem, zaradi tega sem se danes nekoliko oglasil. In veste, ko to ta 5., ta 15. poveš iz takih nivojev in to pozamejo novinari, potem izpade, kot da država subvencionira vse prispevke zaposlenim invalidom in neinvalidom invalidskih podjetij, kar pa ni res. In v zadnjem času se je kar nekaj žolča zlilo po invalidskih podjetjih. Sam zadnji primer prejšnjem tednu podjetje Žolna. Torej sramota, Želva, ja. Torej, se pravičujem. Mislim, če je pol tega res, kar tam noter piše v teh časopisih in teh sredstvih, nas je res lahko malo sram, da se to dogaja. In seveda glavni razlog in potencial za vsakršne zlorabe je pravzaprav tudi model nastajanja invalidskih podjetij, o čemer smo tudi danes na komisiji govorili. To so, bi rekel, povezane družbe, kjer so pravzaprav velika podjetja ali pa tudi srednja podjetja ustanavljala invalidska podjetja, kjer so recimo zaposlila 100 invalidov, obenem pa še 99 invalidov po možnosti z najvišjimi možnimi plačami. To so zlorabe. Ampak zaradi tega še ni potrebno spreminjati zakona na način, kot je bil predlagan, čeprav moram reči sam, da verjetno bo v tem kontekstu najbolj prizadeta ravno tista podjetja, ki so špekulirala in prezaposlovala najdražje delavce v ta podjetja. In bomo pravzaprav še najmanj prizadeti tisti, ki smo pravzaprav samostojni na trgu in smo bili že do zdaj iz tržnih razlogov skrajno racionalno organizirani, tudi kar se osebnih prejemkov tiče. In bo zelo malo tistih od takih podjetij, ki bodo prizadeti zaradi zniževanja, kaj bi rekel, subvencij, recimo, kot se temu reče, danes je bilo že tudi strani ministrice povedano, za plače od 3 minimalnih plač naprej. In tako dalje. Skratka, moram tako povedati, da jaz osebno bi bil neprimerno bolj zainteresiran, da se te anomalije in te dubioze, ki se dogajajo na trgu na področju invalidskih podjetij, razrešuje na drugačen način. In seveda, ko smo se pogovarjali na komisiji tudi o tem, kako pravzaprav te zadeve regulirati, moram reči, da tudi jaz sem dvignil roko za ta zakon, kakršen je. Ob mislih, da seveda bo riskiral tudi javni sektor nekaj, da bo tudi neke druge sfere, tudi občin, da bo nekaj riskirali. Ampak pravzaprav danes izpade, da je dobrih 5 do 10% bo dala invalidska podjetja od tistega, kar dobijo od države v smislu pomoči, državne pomoči za financiranje teh gospodarskih družb, kjer se zaposlujejo invalidi.
invalidi in tako dalje. Ne. Tako da, lejte, jaz seveda bom veto podprl, kajti če ga ne podprem, bom jutri dobil najmanj 50 klicev strani mojih kolegov, direktorjev invalidskih podjetij, bo rekli, kaj se pa ti greš. In moram povedati, da bi dal seveda nedvomno roko gor za drugačne rešitve. In sem na zadnje žalosten ravno zaradi tega, ker se pravzaprav zadeve, kot se peljejo, pokazale, da bojo invalidska podjetja še najbolj prizadeta v smislu procentnega znižanja tistega, kar se danes od države dobi kot pomoč za funkcioniranje invalidskih podjetij. Tako da, lejte, jaz bom veto podprl iz jasnih nagibov, čeprav moram reči, da se iz higienskih razlogov nisem hotel podpisati na predlog za podporo temu vetu, kot sem že prej povedal, ker imam pač sam invalidsko podjetje, ki ga vodim, in pa zaradi tega, ker sem sodeloval pri razmišljanju, kako pravzaprav ta zakon spreminja, da bi bil najmanj bolel za invalidska podjetja. Hvala lepa. Hvala lepa podpredsedniku magistru Stojanu Binderju. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Bojan Kontič. Ja, hvala lepa. Moj podpis najdete pod zahtevo za veto, ampak že takrat smo razpravljali, preden sem jaz ta podpis dal, o tem, da pravzaprav ta rešitev ni tako zgrešena, kot je bila napovedana, in da je kar nekaj težav v teh podjetjih in tudi špekulacij, kakor je bilo tu povedano. Jaz sem si prav želel nastopa tudi ministrice na državnem svetu in njenega pojasnila, in kar se mene tiče, so ta pojasnila seveda povsem dovolj. Mene je bilo že na začetku nekako tuje, da bi ministrstvo, ki ga vodi ministrica, posegalo po pravicah invalidov oziroma podjetij, ki zaposlujejo invalide. Potem, kar smo danes slišali, in potem, kar je tudi gospod podpredsednik povedal in je najboljše obrazložil, zakaj je treba glasovati proti vetu, čeprav bo sam glasoval za veto, je pa v svojem nastopu povedal vse razloge, zakaj je potrebno ta zakon podpreti. Če drugače ne preprečiš teh špekulacij, so pač takšni prijemi tudi dobrodošli. In če to prispeva k temu, da bomo zadevo imeli urejeno, bolj urejeno, se seveda s predlogom zakona gre strinjati. Zdaj pa glede varčevanja, zdaj, da nihče drug ne bo prispeval v to zgodbo o varčevanju, že dolgo več ne drži. Kakorkoli gledamo državno upravo, javno upravo in vse te zgodbe, se tudi v javni upravi skozi plače zaposlenih in skozi te zadeve kar nekaj denarja ohranilo v državnem proračunu. In če je to cena, ki jo pač moramo plačati za to, da rešimo državo, potem je pač to cena, ki jo bo potrebno plačati. Sam menim, da ne glede na klice tistih direktorjev, ki jih bom pa posebej vesel, ker če bojo klicali tisti, ki so izkoristili ta sistem, potem bom teh klicev zelo vesel, pa mislim, da jih ne bo veliko, ker še vseeno mislim, da teh ljudi ni veliko in teh podjetij ni veliko, ampak da so podjetja dobra in seveda podjetja na trgu ustvarjajo prihodke, vse druge jih ne morejo ustvarjati. Je pa seveda ni zanemarljiv delež, ki ga pa prispeva preko te zakonodaje tudi država. In o tem deležu se mi tokrat pogovarjamo, ne o tistem, ki ga podjetje ustvari na trgu. To so njihova sredstva, ki jih porabijo tako, kot najbolje znajo in najbolje zmorejo. Koliko je pa država sposobna pri tem pomagati, je pa druga zgodba. In vsi ugotavljajo, da je ta sistem dobro urejen in da ga nima smisla zaostrovati. Seveda je pa potrebno nepravilnosti odpraviti in težko pristanem na to, da bi se zdaj strinjali oziroma skrivali pod interesom gospodarstva, zato da ne odpravimo pomanjkljivosti, ki so prisotne v tem sistemu. To seveda pomeni, da kljub podpisu za zahtevo, da državni svet obravnava veto, veta ne bom podprl. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Bojanu Kontiču. Želi še kdo razpravljati? Ja, če želite razpravljati, izvolite, gospod Lukiš. Ja, sej, izvolite. Ja, imam problem razumeti zadevo. Imamo podpisnika, ki je spremenil mnenje z razlogom, kar se seveda logično upošteva. Bolj pa sprašujem,
magistra Stojana. Ali smatra, da bi bilo prav, da tudi ostali državni svetniki podpremo, recimo, ta predlagani veto in ga pač na nek način rušimo, čeprav ti recimo smatraš, da zakon sam po sebi po obrazložitvah, ki so dane, je v redu. Jaz razumem tvojo osebno situacijo in razloge, zakaj boš veto podprl. Iz tvoje diskusije sem pa nekako razumel, da veta ni potrebno podpreti. Ali se ti ne bo zdelo problematično, če slučajno veto pa le izglasujemo, kar si ti v bistvu ne želiš. Hvala. Hvala lepa. Replika. Izvolite, repliko ima podpredsednik magistr Stojan Binder. Hvala lepa za besedo. Še enkrat moram reči, da sem res v eni taki posebni situaciji, kakršni še nisem bil, pa pravzaprav je to že moj 3. mandat. Torej, aktivno sodeloval pri vseh razmišljanjih, kako in kaj, in seveda načelno podprl to zadevo na način, kot je. Ampak seveda zadeve v tem času so dobile še neke nove dimenzije, predvsem v smislu razmišljanja, zakaj pravzaprav sploh spreminjati zakon. In pravzaprav sem prišel do zaključka, da se ta zakon mora spreminjati predvsem zaradi tega, ker je na terenu kar precej zlorab na temo financiranja in državnih pomoči invalidskih podjetij. In seveda ta cena, ki se bo zdaj plačala, bo neka cena. Nedvomno bomo tudi tista najbolj racionalno organizirana invalidska podjetja nekaj izgubila. Povedal sem pa že, da bi bilo treba razmisliti, kaj narediti v zakonodaji v smislu preprečitve zlorab, ki se danes dogajajo. Še enkrat bom povedal primer želve in tako naprej. Nihče, niti kriminalisti in kakorkoli že, ki se danes baje potikajo po tem podjetju, niso pravočasno odkrili teh dobiv, če so res tako, kot se noter pribeleži. Pa še enkrat moram povedati, daleč od tega, da je treba dati vse povezane osebe gospodarske družbe na isti skupni imenovalec. Ampak seveda za mene so predvsem sporne tiste povezane družbe, kjer se pravzaprav praktično vse storitve izvajajo za mater, kjer je možnost transfernimi cenami vse sorte početi. Torej, preveč poznam stvari, ki se dogajajo na terenu, da bi bil danes tih. Ne morem biti tih. Zato, ker se dogaja krivica določenim invalidskim podjetjem. Ena taka, druga drugačna, tretja popolnoma drugačna. In seveda ta zakon bo vse povprek usekal in seveda spravil ob določena sredstva vsa invalidska podjetja, ena več, ena manj, pač odvisno od tega, kako smo v kakšni sredini organizirani. Pravite, da glavnina sredstev se namenja subvencioniranju plač invalidov. Ja, verjetno tudi zaradi tega, ker je bil koncept nastajanja teh invalidskih podjetij pred recimo 20 leti, kdaj se je to vse skupaj začelo, tak, kakršen je bil. Rečeno je bilo danes, gospod Bacova, vi ste rekli, okrog 80% je podjetij, ki so odvisne družbe. Ja, za mene je tu velika dubioza, velika anomalija, da je pravzaprav glavnina invalidskih podjetij pravzaprav nek, kako bi rekel, dodatek nekim matičnim firmam. Vse prav je, vse tudi tam ima invalide, tudi tam je treba organizirati delo. Ampak verjetno bi bilo treba razmisliti, ali so, bom rekel, statusi in pa neke bonitete iz naslova delovanja invalidskih podjetij v tovrstnih podjetjih povsem enaka kot tisti, ki se pravzaprav nepovezano prebijajo na trgu. To je moja dilema. Drugačen pa jaz sprejel, bom rekel, pač to oceno, da mora tudi invalidska podjetja nekaj riskirati za finančno stabilizacijo te naše države. Ampak pravim še enkrat, če bi bila seveda kakšna druga opcija, bi jo nedvomno raje podprl. Tako pa se moram s tem sprijazniti. Še enkrat pravim, seveda veto bom podprl, sem pa sodeloval in kreiral in razmišljal, kako pravzaprav nekoliko več reda narediti, in to je ratalo, kar je ratalo, in o čemer smo se pogovarjali pred nedavnim in seveda podprli tudi ta zakon, takrat, ko je bil čas za to. Danes se pogovarjamo po vetu. Tako da, kolega Lukič, upam, da si razumel moje dileme, moje pomisleke. Hvala lepa podpredsedniku magistru Stojanu Binderju. Želi še kdo razpravljati?
Če ne, potem zaključujem razpravo. Želi predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podati še kako dodatno obrazložitev? Ne? V redu. Želi predstavnik predlagatelja predloga veta podati še kako dodatno obrazložitev? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Aleš Kovšca. Spoštovane kolegice in kolegi, tudi tokrat kot ničkolikokrat prej se je na tem forumu pokazalo, da zakone pravzaprav sprejemamo z enim deklarativnim in drugim realnim namenom. Kako daleč pride država z tako politiko, je pa tudi popolnoma jasno razvidno iz tega, v kakšnem stanju smo. Če sem prav razumel, zdaj lovimo tiste barabone, ki so uzurpirali status invalidskih podjetij, pregrupirali tja dobro plačan kader in si tam ustvarjajo ekstra dobičke. Pa je temu res tako? A država tega ni mogla preprečiti? Koliko let že tukaj na tem istem forumu opozarjamo o verižnem in navzkrižnem lastništvu podjetij? Koliko priložnosti je bilo za to urediti? Pa nihče tega ne uredi. Če ste spremljali mečkano na televiziji, zdaj je bila ubita neka oseba, tragično je končala v hudih mukah, ustanoviteljica 51 podjetij. Čemu je to namenjeno in kdo to tolerira in zakaj? Ergo, psi lajajo, karavana gre dalje, še enkrat bodo štrafani vsi, zato ker je nekdo nekaj zlorabil. Jaz sem pa tukaj drznil eno ugotovitev. Večinoma so to zlorabljala državna podjetja. In to velika državna podjetja in to mogoče kakšni kronični izgubari, ki so v taka invalidska podjetja preselili svoje kadre. Pa je to spet v državni moči, da bi uredila. Brez spreminjanja tega zakona, brez tega, da bi ceho plačala vsa invalidska podjetja. In samo še en stavek. Mislim, da zelo dobro uveljavljamo geslo vsi enaki, vsi siromaki. Namesto, da bi dvignili konkurenčnost celotnega gospodarstva, bomo pač znižali še tistim, ki jo malo imajo, da bojo enaki ostalim siromakom. Glasoval bom za veto in prosim vas, da me pri tem podprete, ker teh miškulanc že iz današnje debate ste videli, je pa res preveč. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alešu Kovšci. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, kot ste ga prejeli po elektronski pošti in na klop. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, za je glasovalo 16, proti 13. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet sprejel za 16 glasovi za in 13 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Zahvaljujem se ministrici dr. Anji Kopač Mrak in pa gospe Dragi Bac in s tem seveda zaključujemo 12. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam seveda zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Lepe praznike in pa uspešno tudi v prihodnje. Hvala lepa.